Zdaj, za zdravila so problematične tako temperature nad 25 stopinj, kot temperaturo pod 0 stopinj. Tako da, če gremo na morje, je večje tveganje, da pač se nam zgodi, da so zdravila shranjena nekje v avtomobilu, ki ga pustimo, ko gremo, ne vem, vmes na kosilo oziroma se ustavimo v avto, ki ga pustimo nekje na soncu, je hitro lahko 50 ali celo več stopinj, kar seveda za zdravila ni v redu, tako da zdravila je pametno zapakirati v kakšne take priročne embalažne elemente, mogoče tudi kakšen hladilni element, da so pač zaprte posode, da ni vpliva tega močnega sonca, kar se svetlobe tiče, in pa seveda teh visokih temperatur, in pa da pazimo, da imamo to v mislih, no, da dokler imamo prtljago v avtomobila, ne puščamo na odprtem soncu, če se le da, si tudi poiščemo parkirno mesto izven tega oziroma se čim prej nastanimo, razpakiramo in potem opravljamo ostale zadeve. Zdaj, po drugi strani so zelo problematične tudi zelo nizke temperature. To pa predvsem je treba imeti v mislih, kadar potujemo z avionom, ker v letalih se, če bi jim dali kar v to klasično prtljago, potem obstajata tu dva tveganja. Eno je to, da se mogoče prtljaga izgubi, to na letališčih večkrat doživimo. Druga stvar je pa ta, da temperatura, kjer se v prtljažniku aviona, je lahko tudi -50, kar je za zdravilo zelo problematično. Nekatera med njimi so še posebej občutljiva na tako nizke temperature, na primer inzulini. Če inzulin zmrzne, potem izgubi svojo učinkovitost in je to lahko zelo velik problem. Tako da zdravila, kadar potujemo z letalom, zdravila vedno prenašamo v tej osebni ročni prtljagi, ki jo imamo pri sebi v kabini.